O Nuku 2, komentar dneva Miha Jazbinšek. Država in njeno glavno mesto v primeru Nuk 2 drago plačujeta skoraj 20-letno špekuliranje vlade RS in mestnih oblastnikov za usodo nacionalne knjižnice. V ta namen se vse skozi zlorablja projekt arhitekta Marka Mušiča s pomočjo lobija, ki je nazadnje šarmiral kulturno-medijskega komisarja Vaska Simonitija in njemu podrejeno Mojco Kucler-Dolinarjevo z stalnim ponavljanjem prevare, da je projekt arhitekturna mojstrovina, da je programsko sodoben, da se kulturna dediščina ščiti optimalno in da je začetek uresničljiv še za časa te vlade. Prevara se začne 1989 s prvo nagrado na tečajnemu projektu arhitekta Mušiča, ki arhitekturno inspiracijo na lokaciji modernega mesta na ostalinah staroveške Emone poišče v srednjeveških motivih, na slepo fasado objekta Rimska 7a se le nasloni z mostovžem k Filofaksu, ključni del arheološke dediščine Inzulo 27 pa vidi le kot dvorišča stanovalcev. Davkoplačevalce prevara potem državni zbor konec 1994 z dikcijo zakona o izgradnji UKL. V 1994 pridobivanje zemljišč, v 1995 pričetek gradbenih del, v 1996 izgradnja objekta. V 1995 Bohinc pogodbo o deležih in o tem, da bo MOL tržil sneg bar v pritličju Rimske 7a, prevara skupaj z Rupel Kovačičevim MS mestni proračun. Da se objekt Rimska 7a vključi v projekt, čeprav je za potreba Nuk 2 nepotreben in obremenjen z denacionalizacijo in etažno lastnino. Po mojem spominu je hotel primakniti lonček za potrebe svojega ministrstva že njegov predhodnik, Tancik. Urbanistični dokument pa seveda določa: obstoječi objekti ob Slovenski se ohranijo, dopustno je tekoče vzdrževanje in prenova objektov. Na dvoriščih se vzpostavi arheološki lapedarij. Mušič pod kapo vsakokratnih gradbenih odborov vse skozi dopolnjuje projekt, izumi dodatni zapadni trakt in z njim posega v lapidarij, ruši del Rimske 7a, zanemari pa ogromen prostorski potencial na vogalu Aškerčeve in Slovenske. Konec 1999 minister Marinček in Potočnikova podpišeta samo prevaro o gradnji v 2 fazah, kar seveda bedno propade. A se Vika Potočnik v tem aneksu znebi vsaj fizične in finančne obveznosti odkupiti Rimsko 7a. To gre potem na proračun Republike Slovenije. MS MOL se junija 2005 s sklepom o neodplačnem prenosu nepremičnin na državo znebi deleža v projektu, da pa pogoj: s tako zasnovo stavbe Nuk 2, da bo Insula 27 lahko predstavljena in prenovljena v odprtem prostoru in situ v celoti. Kar sankcionirata minister Zupan in županja Danica Simšič 2006 s podpisom pogodbe na podlagi agresije na Insulo 27 in soinvestitorstva. Razumi, kdor more. Vlada RS ustanovi projekt Nuk JP Jožeta Plečnika z resolucijo o NRP 2007 do 2023 s ciljem modernega središča e-vsebin, e-izobraževanja in e-kulture, a s sklepom o izgradnji prve faze zastarelega objekta takoj prevara sebe in javnost. Projekt se menda umika Inzuli 27, bo pa kot torzo s svojimi slepimi fasadami ostal nasilna grožnja okolici za potrebe druge faze, oziroma tako Inzuli 27 kot rušenju dela Rimske 7a. Ob tem vlada RS reducira projekt tam, kjer je idealno uresničljiv že v končni verziji brez delitve na faze. Iz projekta izpušča cel pas, ki ga ima v lasti ob Aškerčevi in Slovenski, izpušča tudi Rimsko 3, Janković pa se slika v predaji Rimske 1, kot da je to ključ projekta. Pri tem vladi kot zadnji asistira z nategom svetnikom,
namreč odpustkom vseh potrebnih parkingov. Pričemer svetniki ne poznamo pogodb, podpisanih mimo sklepa mestnega sveta MOL, ne vemo, ali ima MOL še kakšen soinvestitorski delež v NUK 2, ali je treba še kaj lastninskega urediti in čemu. Samo, da bosta ta vlada in ta župan kar nekaj začela tik pred volitvami.